Poddrahlačem. Pripravljamo eno parcelo 7 hektarov pa pol, ko bomo vsijali sojo, tako da bomo v bistvu globinsko obdelali. Evo ga, se pravi, tukaj imamo poddrahlač od znamke Evers. Prvo imamo spredi diske, ki v bistvu zarežejo pod nogačem in pa so v bistvu te noge široke, mislim, da so tam okoli 3-4 cm široke in v bistvu samo privzdigne malo prst, zareže in privzdigne prst, se pravi, nič ne mešamo s tem. Ne? In je v bistvu zelo tanka zadeva, se pravi, tukaj na tem delu, kot se bo videlo, je 2 cm, potem pa spodaj malo širše, tukaj da vzdigne v bistvu samo prst. In je v bistvu tudi fajn zadeva, naprimer s tem lahko prerahljamo tudi travnike ali pa same pašnike, ker se v bistvu vzadi za nami praktično nič ne vidi. Vzadi vaj pritisne zadevo in v bistvu, ko gremo po travniku v pravi vlažnosti tal, se v bistvu nič ne vidi. S tem pa naredimo zelo dobro delo. Evo ga, tukaj se pa v bistvu vidi dejanski rezultat. Nič zmešane zemlje, samo v bistvu te zarezane linije. Da je zemlja že obdelana, skupaj smo ti to obdelali že prej. Prvi prehod, se pravi, prej je bila tukaj inkarnatka detla, smo naredili prvi prehod s krožnimi branami, potem pa evo ga, zdaj smo s poddrahlačem, na koncu bomo pa še za samo setev bomo pa najverjetneje z krožnimi branami ali pa v drugih razmerah mogoče z vrtavkasto brano. Kako je efektiven s tem strojem na splošno? Zdaj trenutno se peljemo 7,5 km/h. Se pravi, delamo tam, taka je lepa površina, do 2 hektara na uro, kaj takega, no. Tako da smo kar zmogljivi, no, gre kar hitro. Kaj bi pa ti rekel, da so te 3 prednosti tega stroja? Ajde, začel bom s tem, da je v bistvu zelo fajn za samo zemljo, se pravi, ne obračamo, ne mešamo zemlje in ohranimo s tem bolj rodovitno prst v zgornjem sloju. Potem na drugem mestu bi dal sigurno porabo goriva, ki je veliko manjše kot pri kakem riperju. Pa v bistvu tudi tretja stvar, ki se navezuje na drugo, lažje je zavleči, se pravi, lahko tudi hitreje upravimo delo.